politiki bomo govorili predvsem v kontekstu tistega najvišjega človeških zmožnosti. Se pravi, ne pričakujete na tem programu nekaj takega, ko se poučuje ponavadi na fakulteti za družbene vede in na podrobnih fakultetah. Tukaj politika ni tehnika in ne bo makiavelistično poučevanje v pomenu, da je vse dovoljeno, da so vsa sredstva na voljo in tudi da dovoljena so, v primeru, da postavimo zadosti visok cilj. Tukaj bo šlo nekaj bistveno drugače in sicer v naslednji smeri, da bomo politiko skušali razumeti skupaj z etiko. Se pravi, ne bo politika tukaj, pa etika sem. Pač pa bomo skušali to dvoje pripeljati skupaj. To je skoraj da nemogoče in to je tisto, kar je najbolj izzivano pri tem predmetu oziroma pri tem podiplomskih študiju. In ravno tako domnevam, da ste iz podobnega filma kot mi, ki vas bomo poučevali, da radi imate nemogoče reči. Skratka, da se ne bojite. Tukaj se ne bomo bali in bomo skratka skušali nekaj zelo resnega narediti. Da bi nekaj resnega naredili, bo treba delati, bo treba tudi garati. Se pravi, tukaj ne gre pri tem študiju za nekaj formalnega, za nekaj takega, kar se z levo roko nekako naredi, pač pa za nekaj takega, kar pričakujemo od vas resno delo. Resni angažma in tudi resno prisotnost. Brez tega ne bo šlo. Tega podiplomca se ne bo dalo narediti z levo roko. Najprej se moramo natočiti čiste vode. Potem se lahko gostimo z vinom in tudi morda šampance. Se pravi, čista voda je tole. Tukaj bo šlo za delo in tukaj bo šlo za zelo resno delo. Zdaj vam skušam opisati. To delo namreč. Ena zadeva, v katero se ne bom vtikal, zato ker to sodi v kompetence vsakega posamičnega izvajalca oziroma izvajalke predmeta. To je vaše delo doma. Brez tega dela ne bo šlo. Vse, kar lahko odprem in skušam razpreti, tisto, kar bomo počeli tukaj. Tukaj bomo počeli nekaj, kar je moče razdeliti skematsko na 3 dele. Ti 3 deli se radikalno izključujejo z običajnimi postopki, procedurami na akademiji, kot jo poznate. Akademija funkcionira približno na naslednji način. Imamo ex katedra predavanja, pride profesor, odploza in odide. Da literaturo in ima izpit. Če je dober profesor, če to dobro naredi, še gre. Tukaj ne bo šlo za to. Zato, ker akademija izhaja iz napačne predpostavke, ki se glasi, da današnja študentska populacija, torej ki konča osnovno šolo in srednjo šolo, zna brati. Mi ne izhajamo iz te predpostavke. Mi izhajamo iz predpostavke, za katero domnevamo, naše izkušnje kažejo na to, da je to nerealna, slaba in napačna predpostavka. Že študentska populacija danes zna brati. Ampak vprašanje, kaj zna brati? Časopise? Ja, do neke mere. Dokler, recimo, profesor Štrbenc ne reče, ja, ampak. Da naša populacija nedvomno zna podnapise brati in tudi romane. Ampak, ko pride, recimo, Hegel, ko prideta v igro Marx pa Nietzsche, ko odpremo prve strani politike pri Aristotelu, ali pa zadnjo stran tega dialoga pri Platonu, ko se začnemo pogovarjati o Hobbesu, potem pa pride tisto, kar današnja študentska populacija ne zmore brati. Ne zato, ker bi bila posebej butasta, pač pa preprosto zato, ker se jo ne uči tem. Današnje šole niso več za to, da bi vzgojile, to je tudi za fakultete, misleče ljudi, ki so zmožni spremljati tudi najteže tekste, to pomeni med drugim tudi samostojno misli, pač pa iz njih bolj ali manj štanca topovsko meso. Se pravi, uporabne izdelke. Vas 10, ki ste prišli v našo sredino, mi ne bomo imeli ne za svoje izdelke, ne za svoje paciente in ne za materijo, ki jo bomo obdelovali, pač pa kot rečeno, za svoje kolegice in kolege, s katerimi bomo skušali resno delati. Ali padi. In bomo
približno pričakovali od vas in tudi terjali toliko, kot bomo mi dali. Ko sem izbiral profesorski kader, sem iskal dvoje. Tisti, ki so zahtevni do sebe in tisti, ki so dobri retoriki, ki so zmožni zelo natančno zadeve eksplicirati. Koliko bolj smo mi zahtevni do sebe, toliko bolj bomo zahtevni do vas. V tem smislu gre za delo. Za zelo resno delo. Ki ga lahko razdelimo na 3 dele. Enega sem že načel in obrat bom samo takole končal. Se pravi, v centru tega podiplomskega študija niso predavanja in mehanika ne bo šlo predavanja, pa odidemo, pa izpit. V centru tega podiplomskega študija je branje. Zdaj, ko rečem branje, 3 besede oziroma par stavkov, da razložim, zakaj gre pri branju. Gre približno za tole, kar bi se dalo poimenovati vodeno branje. Se pravi, vzamem X predmet, recimo, da je to predmet etika, in temeljni tekst, ki ga bomo pri etiki, pri tem predmetu delali, je Aristotelova Nikomahova etika. V tem primeru govorim zdaj o sebi kot predavatelju in pa Primožu, mislim zadaj visokem fantu, ki bo z vami bral Aristotelov tekst od stavka do stavka. Od besede do besede. Od odstavka do odstavka. Zakaj? Mi nismo mazohisti, tudi sadisti nismo. Ampak ne vidimo druge možnosti, da vas potegnemo iz zaprte škatle, v katere nas družbeni sistem, v katerem živimo, po definiciji zapira, kot da vas omočimo, da sami berete najbolj zahtevne tekste. Se pravi, če je moč reči, da je ena beseda taka, da je ključna v celi tej štoriji polje, je to tisto, kar so feministke pogrutale in čemu se reče empowering. Naša temeljna naloga je investicija v vaše zmožnosti branja. Potem pa šele konsekventno lahko pride vaše zmožnosti mišljenja, razumevanja in tako naprej. Če pa tega branja ni, če si vi ne upate zanesti na to, kar vam oči in tekst Aristotelov govori, potem se isto bo preneslo pri Hegelu. Isto se bo preneslo pri kateremkolim avtorju in vedno boste potrebovali nekoga, ki vas bo vodil za rokico, pa vam bo interpretiral. Hočem reči tole. Mi bi radi dosegli in največ investirali bomo v to, da ne boste potrebovali nobenega, ki vas bo za roko peljal in interpretiral namesto vas. Ne bomo skušali omogočiti, da čim bolj se zanesete na svoje zmožnosti mišljenja, razumevanja, razsojanja in konsekventno, če boste hoteli seveda, delovanja političnega. Branje je garanje, je rudarsko delo, ki terja čas, predvsem je pa individualna reč. S Aristotelovim tekstom se bo treba sam soočiti. Podobno velja za Marxa, podobno velja za Heideggerja. Podobno velja za Hannah Arendt. Sami resne gospe in možje, na katerih lahko edino ne postavimo svoje današnje mišljenje in poskus razumevanja dobe, v kateri živimo. Poudarek, ne gre za Marxa, ne gre za Hannah Arendt, ne gre za Aristotela, ne Hobbesa in Hegela, ne. Gre za vas in nas in gre za to dobo. Gre za to, da omogočimo, da svojimi glavami prijete do svojih lastnih sklepov v zvezi s to dobo, s pomočjo onih naštetih, od katerih in za katere pričakujemo, oziroma smo se pripišali skozi svoje lastne desetletje študija, profesorce in profesori, da so tisti, na katere se da majčkeno vsaj nasloniti. Skratka, pri razsojanju, pri razumevanju in mišljenju tega, v čemer mi danes živimo, se bomo skušali obrniti in nasloniti in poiskati ne nazadnje tudi pomoč tistih, ki smo jih omenili. Če nam to uspe, potem tudi ne bo problema brati. Ne Agambena, ne Foucaulta, ne Derridaja, ne Deleuza in tako naprej. Brez tega pa ne gre. Vem, da na Akademiji v Ljubljani je veliko govora
recimo Agambenov, Foucault, Deleuze, Derridaju, zelo malo se pa dela Nietzscheja, zelo malo ali nič se dela Schopenhauerja, pa me pa zelo zanima, kakšno pa neki to razumevanje je teh tako imenovanih postmodernistov, ki se odpove Schopenhauerju in pa Nietzscheju. Lahko bi na druge načine argumentiral, pa nočem. Je še veliko, veliko možnosti. Tisti, ki boste mene poslušali moje predavanje, veliko boste slišali o Ludwigu Wittgensteinu. To je neka posebna štorija, ki je popolnoma odsoten z univerzne akademije. Če je, potem je pa stlačen neki kod nekega pozitivizma ali pa ne vem kakšnih marginaliziranih poddisciplin znotraj filozofije in tako naprej. Skratka, poudarek, rad bi, da doslišite in brez milosti je bil izrečen, je na branju, resnem branju. In potem pa z možnosti razumevanja, tudi skozi debatiranje, oblikovanja svojega lastnega mnenja. Ne zato, da bi postali Aristotelovci, marksisti. Ne, da bi se naučili njihovih jezikovnih iger. Kako bi Aristotel razmišljal, kako Marx, kako Hegel, kako Hobbes. To je tisto, kar lahko imenujete v narekovajih kot orodje. Imamo nobene umetne metode, ki jo bomo pripeljali od zunaj, kar še da bi bila kvantitativna in s pomočjo katere bomo razumeli zadeve. Tudi metode odpovedo. Metode so odlične za znanost. Politika nikoli ni mogla biti in ne zmore biti znanost. Če pa iz nje naredite znanost, jo fektate. To se je zgodilo v naši civilizaciji. Zato ni prostora za politiko. Zato se nam lahko rok za svečo prodaja in se nam govori o demokraciji. Hočete mi reči, da so Združene države Amerike demokratična država. Ne me hecat. Tukaj se ne bomo hecali. Tukaj bomo govorili resno. Tukaj obstajajo pripomočki, s katerih je moč in s pomočjo katerih je moč analizirati. Združene države Amerike, Rusija današnja, Evropsko skupnost in tako naprej. To in demokracija ni isto. Skratka, izstopiti ven iz množičnega poneumljanja, množičnih medijev za poneumljanje, predpostavlja resno garanje. Ne zadošča reči, jaz sem pa kritičen. Jaz pa bom iz tega mindseta izstopil. Ne gre. Ne gre. Zato je treba resno obgarati. Centar, sklep, je branje. Vodeno branje in potem pa to vodeno se če dalje bolj umika, koliko bolj se vidi zmožnica brati. Če nam to rada, pa smo zmagali. Na drugem mestu so predavanja. Naloga predavanj, to pomeni predavateljic in predavateljev, v manjši meri asistentov, ampak tudi njih, je, da vam olajšamo nek določeno razumevanje nekega določenega predmeta, neke znanosti, nekega območja, nekega dogodka, predvsem skozi delo na nečem takim, kar je moč opisati zelo preprosto. Na kategorijah, na konceptih, na pojmih, v luči zmeraj zgodovine. Se pravi, reč država, to si družboslovec lahko privošči na fakulteti za družbene vede in začne abstraktno govoriti o državi, ki da je od vekomaj. Tisti, ki ne razume razliko med konceptom države, ki se pojavi šele z Machiavelliem, in polis, se nima kaj pogovarja resno o politiki. Tisti, ki imperij Rima razume kot državo, nič ne razume. Ali družba. Če nekdo misli, da je družba od vekomaj in da se začne na točki, ko se neka narava, vam prodaja toplo vodo. Zelo natančno je moti speljati, to bom delal pri nas, pri mojem predmetu. Genezo, razvoj in historične posamične trenutke, kako je koncept družbe nastaja. Kako je dosegel neke določene vrhunske točke, tam nekje v 17. stoletju, v 16. celo. Kako se je zabarikadiral v kategorijah družbene pogodbe. Upam, da se zavedate, ko danes govorimo o krizni situaciji, da govorimo, nujno govorijo današnji politiki, to so politični tehnologi, Obama, Pahor in tako naprej. To niso politiki, kar tako. To so politični tehnologi. Danes govorijo o novi družbeni pogodbi. Kaj nam implicitno priznavajo? Da se stara sesedla. Sesedla se je. Skratka, profesorci in profesori imamo nalogo, da vam približno razpremo neko določeno področje, to je etika, politika, država in tako naprej, da vam ponudimo temeljna oprijemala
avtorje, ki vam bodo omogočili, da razumete približno, zakaj gre. Zmeraj je poudarjeno v historični perspektivi. Ko govorimo o politiki, zmeraj govorimo o človeku, ampak ne v ednini, tako kot ponavadi se razume, pa šlo v pluralu, historično. Govorimo o generacijah, kako zadeva nastala, kako se je razvijala in v primeru, da nam uspe, da vsaj občutek dobite te historičnosti, tega razvoja, tega nastajanja in nestajanja. Recimo, boste pri enem predmetu, ki vam bo govoril o državi, slišali predvsem to, da je država v neki določeni točki nastala kot civilizacijski, ali pa lahko mu rečete tudi drugače, dosežek, da pa mi danes živimo v dobi, ko država crkuje. Pa ne samo, da crkuje, ker to ni naravni proces, pri človeku ni nič naravnega, razen tega, da se rodi kot žival in da je tudi smrtna naprava. Pač pa načrtno imate politike, policies, ne politics, ki uničujejo države. V ta način je moče eksplicirati, recimo Libijo, Sirijo in še marsikaj. Se pravi, če je bil poudarek v smislu, center, okrog katerega se bomo vrteli, je branje, da vi začnete verjeti sebi sami, da začnete pridobivati samozaupanje in da se ne ustrašite, kot katerikoli teoretik ali pa kakšna oddaja po televiziji vsega, pa da vas iztiri, da začnete misliti svojo glavo, to je center. Profesori smo okrog tega, da vam pomagamo. Ne zato, ker vemo, pač pa zato, ker smo veliko prebrali, veliko delali in ene stvari smo neskončno krat, neštetokrat premišljevali. V tem smislu vam bomo v pomoč. Vse, kar zmoremo, mislim, da bomo dali vaše naloge, pa da ustrajate in da vrtate v nas in da potegnete iz nas, koliko se leta. Se pravi, branje in predavanja, plus literatura, ki jo boste dobili, plus branje, ki ga boste doma opravili. To je tisto, kar je nekako pod A, moč reči. Zdaj pa pride tisto pod B, kaj je popolnoma nelogično stališče obstoječe univerze, koncepta celo, ki je star nekaj stoletij, in mi smo skušali poimenovati seminarji. Ti seminarji, številni, s katerim se pogovarjajo in ko so seveda skušali razumeti ta koncept, ki je nekaj novega, ampak o tem se lahko posebej pogovarjamo, so me spraševali, čemu to, kaj imaš mešati znotraj družboslovja in humanistike, v glavnem se politika nekje tu na tem terenu nahaja, pa še si naravoslovje dal zraven, pa ti to še ni bilo dovolj, pa še na nek način umetnost. Skratka, nekaj čudnega je. Recimo, da bom opustil govorjenje o naravoslovju in da to nekako v oklepaju rečem približno na naslednji način. Razumevanje tako imenovanih revolucij, političnih dogodkov in tako naprej, ne da bi razumeli zadevo znanosti, ne da bi razumeli zadevo tehnike, ni možno. Absolutno ni možno. Predvsem zato, ker tisto, ko rečemo kriza, ko rečemo današnji čas, mi ne govorimo nič drugega, kot pa o dobi tehnike. Tisti, ki ne razume zadevo tehnike, je boz danes in je obsojen na nerazumevanje oziroma na produkcijo neskončno krat že prežvečenega. Tisto, kar je poudarek, kar bo poudarek, pri tem podiplomcev je približno tole. Lahko je misliti tuje misli. Skozi tuje misli, Aristotela, Platona, Hobbesa, Machiavellija, Aquinca in tako naprej, vas bomo skušali pripeljati do tega, da začnete v narekovajih proizvajati. V smislu, da si boste upali misliti svojo glavo. Zelo lahko je tuje misli. Zelo lahko je delati seminarsko v smislu cut and paste. To je temeljna tehnika današnje univerze. Kaj pa? On stran tega? No, mi bomo skušali tja. Se pravi, če opustim govorjenje o znanosti in tehniki in vprašanju naravoslovja in se omejim na to, kar bi zdaj bilo moč imenovati ustvarjanje, kar se ukvarja tudi z nečim takim, kot je celo umetnost,
potem bom probal ubesediti na naslednji način. Vse to, kar sem do zdaj govoril, na nek način sodi v območje tistega, kar je moč ubesediti. Zlahka ubesediti. Recimo, če rečem z Wittgensteinom, zlahka ubesediš takšen ali pa drugačen stavek. Lahko prebereš, če te nekdo nauči, takšen ali pa drugačen stavek. Lahko prebereš, če te nekdo nauči tako in tako, pa naj je še tako zahtevno knjigo. Ampak mi ljudje nismo samo sestavljeni iz tega dela. Obstajajo še ene stvari, ki se odpirajo in na katere ponavadi, če se zagozdimo zgolj v to, lahko zgolj obmovšimo. Ali pa če rečem z enim mojih učiteljev, to je Ludwig Wittgenstein, potem pa gre približno za tole. Tisto, kar lahko rečeš zelo preprosto in na kratko. Ampak tisto, o čemer ne moreš govoriti, tam je pa treba zmoč obmovčati. Zdaj pa, ko se vprašaš, na kaj je meril Ludwig, ko je to rekel, na tisto, kar je najbolj pomembno. Recimo, na vprašanje naše vere, na vprašanje vseh religij, na kompletno mistiko, na kompletno etiko. Stavek, ki se glasi, ne vem, delaj tako, da ne dosežeš tisto, ki grejo on stran tistega, kar mi lahko zagrabimo z običajnimi stvarmi, zapisanimi v takih knjigah, v takih premislih in tako naprej. To je področje, s katerim se ukvarjajo večji del umetniki, iz tega, kar mi imenujemo krizo brez umetnikov in umetnic, brez umetnosti, ne bomo mogli iti. Zato, ker bistvena razlika je med tema dvema območjema. V enem ti lahko rečeš, poveš, zakoličiš, razumeš, skomuniciraš, se skregaš. Vprašanje umetnosti je pa tisto, ki odpira čemu se reče pokazati, to show. In ljudje smo taki, da smo zmožni enega in drugega. Zakaj bi mi pristali? Da smo kastrirani na eno in da nam je umetnost nekaj tujega. A ste sigurni, da današnjo situacijo v glasbi lahko razumete, ne da bi poslušali Franka Zappa? Ste sigurni, da lahko klasično glasbo razumete, ne da bi se lesno poglobili v Schönberga ali pa Weberna? A se vam zdi, da lahko medije današnjega množičnega poneumljenja lahko razumete, ne da bi šli vsaj delil na en kratki kurs, pa on je popolnoma nepomembno celi tej štoriji, cel kup jih, ki so še bolj pomembni. A res mislite, da lahko razumete filme, ki jih danes gledamo, da ne omenim tisto, kar je najhujše, reklame, ne da bi bili podkovani tudi v tem območju umetnosti? Zdaj, to podkovanost v območju umetnosti, to, kar je popolnoma novo na tem programu, je nekaj, kar v tem pozitivnem smislu lahko, in domnevam, da boste, s Ernestom Ženkom delali. Kaj pa, ko vi sami pridete do situacije, v kateri z besedami ne boste mogli nič več, pa boste vedeli, da je treba nekaj narediti. V tem smislu vas bomo učili, ja, narediti intervju. Ja, tudi pesem, če hočete. Ja, tudi film. Ja, skratka, omogočili nam bomo, če boste hoteli to izkoristiti, uporabiti, da se tudi naučite to show tisto, kar in kjer besede odpovedo. Najbrž veste, da na ravni nekega takega znanega mesta, morda boste bolj razumeli, kaj sem zdaj hotel tukaj povedati, tik pred smrtjo, ko je še slabo poslušal, pa zadeva se še ponovi pri Mahlerju, so menda Beethovna vprašali, zakaj si pa upeljal glasove v deveto. Pa je pa on približno rekel bolj, da to se ponovi pri Mahlerju na zelo podobni način, samo da v 20. stoletju. Pravi, z besedami, v smislu glasba in tako naprej, jaz lahko naredim eno, ampak ko ne morem več naprej, pa so pa upeljal besede, zdaj pa to samo obrnite. Z besedami lahko priješ do neke določene točke, pa se pa odpre novo. A mislite, da je slučajno, da so umetniki danes v centru? A mislite, da je slučajno, da so tisti, ki raziskujejo umetnostne forme, od happeninga do ne vem česa, tisti, ki proizvajajo novo? A ste opazili, da je znanost postala sterilna? Last but not least, a ste opazili, da je akademija mrtva? Niste, ne?
Akademija je mrtva, nima več kaj povedati. Akademija štanca in vrti se v prazno. Pri tem programu bomo še izkušati delati nekaj drugega. Spravi, razklikamo, so what, če je akademija mrtva, bomo začeli nekaj drugega. Začenjamo nekaj drugega. To drugo temelji predvsem drugače ne gre na resnem delu, ki ga bomo skušali prezentirati, investirati v vas in seveda temu primenu tudi pričakujemo odmev. Če odmeva ne bo šlo. V tem smislu lahko funkcioniramo samo kot skupnost. To je tisto, kar sem na začetku postavil kot točka, kako razumemo zadevo. Vprašanje tega, kar bomo tukaj počeli, je skupnovanje. To pravi skupnostno delanje in delovanje. Pri čemer vi imate nas na voljo. Mi smo tako rekoč plačani za to. Svetujem vam, da nas izkoristite v tem smislu. Se pravi, bomo skušali skupno, timsko delati. Zdaj pa za sam konc tale poudarek. Nam ni vseeno, niti slučajno, koliko vas bo magistriralo, koliko vas bo končalo ta študij. Nasprotno, mi se bomo potrudili, vseljevali, pa ne bomo ničesar. Da z resnim delom vsakemu med vami omogočimo, da pravočasno, to pomeni po 2 letih, bo imel priložnost, da magistrira. Se pravi, nismo tukaj zato, da kurimo čas. Kaj šele, denar, ki ga je itak premalo na ravni družbe kot posameznic in posameznikov, pač pa resno se bomo lotili in bomo skušali pomagati, da pridete do poštenega magisterija. To pomeni magisterija, pred katerim vas ne bo sram in ki ne bo formalen, tako kot je ponavadi danes na akademiji, ko nekaj izbereš sam, da je pa da imaš license to kill. Tukaj ne bomo štancali license to kill, pač pa resno zadevo, na katero boste, upam, da tudi ponosni, ko boste magistrirali. Na tej točki lahko zadevo zaključim. Skušal sem biti zelo tak diagonalno kratek in lahko se začnemo pogovarjati, ker se mi zdi, da sem odprl vsebinske zadeve. Kar se pa tiče posamične vsebine vsakega izmed predmetov, seveda to ostane onstran tega, kar si jaz lahko privoščim v tem uvodnem nagovoru. Torej, hvala, da ste se upisali. Mi resno računamo na vas. Jaz pa vam garantiram, da vi lahko resno računate na nas. Jaz sem odgovoren v primeru, da bodo kakršnekoli težave, se lahko na mene obrnete. Vsi imate, med drugi sem tudi zato pisal tisto osebno pismo vsakemu izmed vas, imate moj mail, lahko kadarkoli napišete. Najbližje vam bodo kaj asistenti, ki bodo skozi tukaj. Tisti, ki je tako rekoč prvi, na katerega se lahko obrnete, je Andrej. Andrej Markovič je tisti, ki je prvi govoril tisti dan. Skratka, karkoli takega, pa sigurno bo na začetku potrebno, se kar obrnete. Zdaj, glede na to, da smo zadevo na nek način postavili, jaz predlagam, pa domnevam, da sprašujete, da se skušate pozanimati, da vrtate, skratka, da začnemo z delom, ki lahko traja 10 minut, pa pol ure, pa 1 uro, potem se bomo nagradili in šli na pijačo. Beseda je vaša.